Veliko truda in energije je bilo vloženega v to stavbo, v kateri se je danes zgodila otvoritev. No, res je, jaz danes sem po mojem najbolj zadovoljen od vseh skupaj, ker skoraj 8 let je trajalo, da smo mi prišli v bistvu do te otvoritve. Izredno sem vesel, izredno zadovoljen, sploh pa izražam veliko zadovoljstvo, da je danes na otvoritev prišlo toliko ljudi, da je prišlo na samo verigo za prenos zadnje knjige toliko ljudi in ob vsem tem bi se rad iskreno zahvalil vsem, ki so kakorkoli sodelovali potem pri samem prenosu knjig, ker je bilo ogromno dela, fizičnega dela in res brez prostovoljcev in društev ne bi v tako kratkem času lahko te priselitve naredili, sam opažam, izredno kvalitetne. Izvajalci, čeprav je bilo tudi precej, včasih se je tudi kaj zataknilo, pa vendar vam je uspelo. Res je, glejte, naporna je bila ta gradnja, predvsem v tem kontekstu, da mi smo imeli že dober namen, da bi to otvorili pred novim letom, vendar sam s svojimi sodelavci sem pa mnenja, da je treba objekt narediti kvalitetno in ob kvalitativnem prevzemu je tudi ta objekt tako narejen, kot mora biti. Občina Radovljica ima tudi knjižnico, ki je ena izmed bolj uspešnih knjižnic. Ja, seveda, že iz tega nagovora direktorice knjižnice je bilo razvideti, da smo mi med najboljšimi občinami v Sloveniji in pa da imamo ogromno število programov, ki se bojo pa zdaj ob novi knjižnici sigurno še nadgradili, ker zdaj je 2,5 več prostora kot v stari knjižnici in sem prepričan, da bo tako direktorici kot vsem sodelavcem v knjižnici to tudi uspelo. Simbolično pa ste prinesli tudi knjigo, ki jo držite v roki. Res je, to je zadnja knjiga, ki je bila prenešena, Ta veseli dan, in ta veseli dan je res danes. Že v vašem mandatu so se začeli pogovori, dogovori za to novo knjižnico, ki smo jo končno dočakali. Ja, v mojem mandatu zadnjem smo pravzaprav začeli že z gradnjo, torej z vso pripravo na gradnjo, ker je bilo treba najprej urediti zaradi zemljišča, najprej sploh v prostor spraviti idejo o novi knjižnici in seveda urediti tudi projekt in uskladiti z ljudmi vso potrebo, ki jo knjižnica rabi. Tako da je bilo kar veliko dela že na samem začetku. No in potem je v mandatu Cirila Glovočnika bilo to dokončano, kar me zelo veseli, da je končno prišlo do realizacije v 7 letih gradnje in v 3 letih predhodnih priprav. No, prijetno pa je prišlo do tega, da ste začeli zbirati dokumente, vso dokumentacijo, dogovori, pa je bila kar dolga trnova pot. Še niste vedeli, kje bo knjižnica, lokacije so se spreminjale. Ja, lokacije so se spreminjale zato, ker je polno idej vedno. Ob takim velikem projektu so vedno tudi rešitve, ki jih posamezniki želijo, ki jih neki stroka želi, psevdostroka, vsak na svoj način. Tako da so bile pobude, da bi izgradili knjižnico kar iz bivšega Merkurja v Radovljici ali iz Grajskega dvora Vurnikovega, vendar presoje in strokovna ocena in statične ocene niso zdržale teh novih idej, tako da je vendarle rešitev o samostojni zgradbi bila najbolj pravilna. In Janko, kakšni so danes občutki, ko se sprehajate po tej novi knjižnici? Vesel sem in po Shakespeareu bi rekel, konec dober, vse dobro.